animacija, pa dobro, tudi maskote so bile. Mhm. Se maskota tudi kul, pač kot plesalec sem je vroče, pa tako da res animacije delam. Ja, Smo videli, Jernej Kozan je zmagal, Slovenija ima talent, ne? In pol medij so na začetku rekla, me so se spoznala, ker si ti bil animator za maturante v Budvo, a ne? In pač jaz vodič. In kako nekdo, ki ima zmaga, Slovenija ima talent, a ne? Ki ima veliko prepoznavnost v slovenskem prostoru, a ne? Kaj se je pol dogajalo s tabo? ja, prvo leto sem imel itak, fora to, ne, nisem imel jaz nobenega za sabo, nobenega menedžerja, jaz sem bil prvič v lifeu sem prišel v marketinške vode, kako bi se jaz mogel prodati, jaz nisem se znal prodajati, jaz nisem znal, ok, dobival sem nastope, mediji so šibali, prvo leto je bilo noro, imel sem tedenske nastope skozi. Ampak pol je pa itak drugo leto, novi talenti ali ne vem, nove stvari pridejo. Vse je bilo v redu, drugo leto je bilo tudi v redu, nič ne rečem. Ampak folk pozabi, tudi če si ne vem kaj, vsi zmagovalci talentov do zdaj, vsi so po 2 letih, je bil folk že tako, čakaj, iz kje te že poznam, ti si tam iz Kmetov? Ja, pač. Ja, okej, štekam. Ja, pač, razumem, ne. Pač folk pozabi, ne, in tudi zaradi tega se tudi zmanjšajo te nastopi, ampak če bi imel ti to, če bi jaz se znal prodati, torej pol so te scene, Facebook, kako se tam pod sponzor, pa vse to, jaz tega nisem imel pojma, kako se to sploh uporablja, pa na mailih imaš tudi te scene kot sponzor, da pošiljajo unim, ki imajo pač to so take stvari pol, da in jaz sem se to naučil šele zdaj, pred enim letom, ne, kako se uporablja te Facebook, Instagram za biznis, pa marketing, pa to in tako da pol sem jaz začel razmišljati tako, ne, ok, nastopi mi upadajo, zdaj si moram jaz nekaj drugega najti. In jaz sem drugače strojnik, ne, tako čist X smer, čist vsekal sem mimo, ampak nisem se videl v strojništvu, sem tudi probal delati v orodjarni, 1 leto sem delal, ampak preveč imam energije za kaj takega, no, tako bom rekel. In pol se jaz znajdem v Atlantisu. Animacija otrok na rojstnih dnevih, pa varstvo otrok in sem videl, stari, tam tudi daješ energijo, ti daješ otrokom energijo, zato da se oni lahko zabavajo, da se imajo fajn in sem rekel, stari, to je to je isto kot ples, ti daš neko energijo, da ti oni dajo nazaj energijo in ko ti vidiš nasmejane otroke, ko vidiš, koliko s polno energijo pridejo oni po rojstnem dnevu domov, pa pol še starši vsi veseli, dobiš nazaj ta dober feedback in sem rekel, ja, to bi tudi delal, točno to. In pol itak je šlo, tam sem bil, ne vem, 1 leto ali koliko, pol so me začeli že klicati, sem spoznal, itak različen folk spoznaš, so me začeli že klicati za kakšne dogodke, pač kot animacija, pa dobro, tudi maskote so bile. Saj maskota tudi kul, pač kot plesalec sem je vroče, pa tako da res animacije delam. Ja, na dogodkih. Legenda. Moje maskote je vroče, stari. Pol raje animacije delal, ker imam lahko samo majico gor. Pol sem, no, in pol sem začel, sem delal pač te rojstne dneve, pa te na dogodkih animacije. Pol sem pa začel, ok, zdaj bi spet rad nekaj več. Ok, tam so otroki, vse ful fajn, samo včasih je tako, ne, če si na dogodku, si tam več ali manj kot varuška. Nimaš neke točke v bistvu, je že prišlo, da sem imel neko točko, oziroma kot nastop neke vrste, kot za pusta, na primer, sem bil jaz gusar, pa sem imel še eno Piko Nogavičko in pač smo mi mogli kot nek nastop narediti, nekaj podobnega za otroke. Tako da tudi to, pač to sem tudi pol delal, mislim 2 zime zapored. Pol sem pa rekel, jaz bi nekaj še več, nekaj bolj, da dam res ven ono svojo energijo, ko imam v sebi in pol se spomnim, maturantski izleti, stari, to je to.
pol pa pošljem itak prošnjo, najprej sem mislil, da pošljem, pa sem videl na Facebooku, da se moraš dejansko prijaviti, da pol oni to zberajo in pa sem itak na Kompas poslal, pa tudi na Mundial. Sem hvala Bogu, da me na Mundial niso sprejeli, ker bi po mojem, stari moj. Ok, pustimo to mnenja, nima veze. Pač ne, res si želim, da pač tle v teh oddajah in tako ne gremo v ta mnenja, pa to noben ni boljši, slabši, bolj da daš te svoje izkušnje ven, ne. Ok, prav. Ja, No, v glavnem, ok, pol so me sprejeli štekeš. na Kompas, in pač smo imeli te priprave ali nekaj. In ko sem, pač tam smo vsi smo te približno iste starosti, to itak, da smo se na polno zajebavali, to je bilo, in pol sem rekel, ja, okej, to upam, sam me je pa ful skrbelo maturant, še eno leto prej sem šel jaz na maturantskega, Aco me je klical, prek ene druge agencije. Aco je Aleksander iz druge oddaje, by the way, samo toliko za vse, ki gledate. Ja, no, mi vsi se tu poznamo, tako. Ja, normalno, da bom poklical frende v oddajo, koga bom klical, stari, počakaj, mislim, imam tudi nekaj gostov, ki jih ne poznam tako dobro osebno, ki so pripravljeni od konca septembra naprej v slovenščini in angleščini, ampak v začetku valjda, pač se obrneš na prijatelje, ki jih dobro poznaš in veš, da imajo zanimive zgodbe za sabo, da lahko nekaj dajo, tako da, ja. Bravo. No, in sem šel tam, ampak tam je bilo tudi to, tako ne bom spet omenjal, kaj je bilo, ampak sem bil pol ful bolj sproščen, ko sem šel s Kompasom, in ko sem dal tam za te maturante, ko daš ti to energijo, in ko se ti tudi, ti hočeš tudi tam zabavati, ti hočeš dati to, jaz recimo v srednji šoli nisem toliko hodil ven, pa na žurke, sem bolj malo hodil, in mi je to v meni še ostalo, da hočem iti, in ko sem šel jaz na te maturance, to noč ne spiš, ampak energijo imaš skozi, razumeš, ti si skozi z njimi, oni ti dajo to energijo, to šopaš non-stop, to sam gre, ti čisto pozabiš, sploh ne spaneš, ti sploh ne veš, da moraš iti spat, ti imaš, ok, seveda te zmanjka, ne, po nekem trenutku, ampak trenutek, teden, ko si ti z njimi tam, pa ko imamo vsi isti cilj, sam da se zabavamo, da se imamo fajn. In sem rekel, ja, evo, lej, to je to, poleg plesa hočem jaz delati še animacija, pa seveda tudi učim otroke ta stil plesa. Kje pa učiš? V Plesni center Dolenjska, to je v Novem mestu, oziroma učim jih na Mirni, to je pa pri Trebnjem. Cool, se pravi, Zmaga Slovenije ima talent, 2 leti ima še pač nastope, živiš na račun tega in če temu rečeva, ker nisi bil pripravljen sploh dejansko na to zgodbo, ne, če pojeva zdaj realno, ne, nisi bil pripravljen na zmago in kaj vse to lahko povleče za sabo, ali? Jaz bi danes se mogel začeti že po avdiciji dejansko, ko sem videl odziv, Mislim, promovirati, ja. Ampak tega jaz nisem vedel, jaz nisem imel pojma, kako to sploh poteka, kaj. Dobil sem dejansko tudi ponudbo od Dunkin Devilsov, da če bi jaz z njimi sodeloval, ampak jaz takrat sem dobil najmanj 5 ponudb, s kom bi jaz sodeloval, ampak jaz nisem vedel, ne, eni so mi rekli, ker sem se še tako malo pozanimati, ne imeti menedžera, ne imeti, ker ti to požerejo, pa ne vem kaj. Tudi takrat nisem vedel, kako bo z Dunkin Devilsi, oni so tudi takrat, niso bili še to popularni, ampak bili so že ful dosti dobri, na ful dobri poti. Itak jim je ratalo, ne. Ampak jaz nisem vedel, jaz nisem zaupal, tudi Rok Trkaj mi je rekel, da bi tudi, če bi z njim delal, ko oni itak sodelujejo, in smo šli tako, že po polfinalu sem šel z njimi na sestanek, da bi jaz z njimi sodeloval, ampak jaz nisem vedel, takrat sem imel še službo v orodjarni dejansko. Tudi po Zmagi talentov sem šel za par ali 1 mesec sem šel še delati tam. Sem pa itak nehal, ker so nastopi začeli pošiviti. Ja, razumem. In
in sem pol, in nisem sploh vedel, a bom jaz ostal kot strojnik, a bom jaz šel kam drugam. In oni so mi pa dali tako, imaš 5 dni časa, da razmisliš. In jaz sem bil, a še manj, ne, če nista pa 2 dni. Tako, dali so mi res da si, in jaz sem takrat rekel, sorry, sem le, jaz ne vem, kaj bo, le, ne grem zdaj jaz se zabiti v to. In itak, pol mi je bilo pa po enem letu žal, ne. Okej. Sem videl, kako oni to znajo prodati. Poznam šefa Dunking Devilsov, Domna. Ja, Domina. Veš kaj je? Cool je in glih zaradi tega namena sem v bistvu naredil to oddajo, da damo to naprej, ne, ker dostikrat se nam pojavijo priložnosti in ne veš, kako reagirati, a ne, ker nisi sploh razmišljal, da lahko dosežeš nek tak nivo, a ne. Ja. In glih tu je, ne, se pravi, nekdo, ki bi rad uspel v nečem takem, je fajn, ne, recimo zdaj, če tu posluša, je če me rata, se rabim jaz malo pripraviti, ne, dajmo malo videti, kaj je potrebno na Facebooku, na Instagramu, kaj so uspešne zgodbe, komu res prisluhniti, komu ne. Dostikrat ali se splača menedžer ali ne, ali ti na eni strani potegne 20-30%, na drugi strani pa dejansko imaš skuš job, ker ti ga on daje, ti ne rabiš nič razen performata, ne. In vse te plusi, minusi in če na nek način prideš tle noter tako, kot ti, ki si povedal, ki dejansko si bil zelen na tem področju, a ne. Se mi zdi to res pozitivno in res avtentično in pristno od tebe, da tle to z nami deliš in dejansko verjetno, kdorkoli bo to poslušal, lahko iz tega odnese to, pripravi se. Ja, ne. Mi se dostikrat znamo pripraviti, kaj če nam ne rata, a ne. Bom pa pa tretje, pa orodjarna, pa bom tam neki, pa drugo, ne. Kaj pa, da bi se pripravil, kaj pa, če ti rata, a ne. Ja, Ker se mi zdi, da dosti zgodb se konča, mislim, je na nek tak podoben način kot tvoja, a ne, kjer so uspeli, ampak dejansko niso bili pripravljeni na ta uspeh ga iztržiti maksimalno, ne. Pa ne rečemo, da nikoli več ne bo, ne, ampak je neka izjemna priložnost, za katero nisi bil pripravljen, a ne. In je pač se mi zdi to vrhunsko, da si to podelil z nami, a ne.